Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Her ongoing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Okay. Torek je 3. marec 2015, ura je 17:35 popovdne. Tole so glave podke za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Živijo, 51. glave tokrat po vrsti, preživeli smo noč Oskarjev, upamo, da ste preživeli tudi vi naš eksperiment. Danes pa še z enimi glavami, kjer se vidi, kako stvari natančno načrtujemo nekaj mesecev naprej. Boste izvedeli seveda kasneje najprej, kar je treba povedati vseh teh podrobnosti. Ups, sem malo naredil slučajno. Tele malo product placementa za drug podcast, v katerem se bom pojavil v ponedeljek ali torek, kdo ve. V glavnem aparatus.si na internetih, potem aparatus.si na Twitterju in pa aparatus.si, ali kako je že na Facebooku, kako je sam aparatus? Aparatus.si, mislim. Aparatus.si na Facebooku in pa seveda pejte nas pogledati v iTunes, dati kakšno ceno, napišite šele, kadar slišim Tomiča in Pižamo, kako razpredata o vseh detajlih čudnih nanizank, kot so recimo Better Call Saul in podobne, takrat se zavem, kako v resnici ne potrebujem brivnika za nos drvi. Tako da greste pa seveda lahko tudi na aparatus.si pošiljnica podpri in nam podarite 4, 8 ali 12 evrov mesečno za delovanje spletne radijske postaje Apparatusa. Danes pa pravzaprav to moram povedati, zdaj, da vem točno, kakšen je zvok, ki ga dobivate, ampak nahajamo se, tako jaz kot Anže in seveda še gost, ki ga še nisva razkrila in ga vi tudi ne poznate, ker niste gledali prej podrobnejših zapiskov o oddaji, preden ste si jo začeli predvajati. Ja, vsaj en poslušalec je rekel, da to počne, tako, ampak mislim, da on zaradi tega, ker zaradi Pelinkovca pozab, da bi to lahko prej tudi naredil. Nahajamo se v Apparatus World Headquarters in ta denar mislim, da bo šel ena naslednjih donacij, ki boste dali dejansko zato, da bomo kupili tiste trikotnike, jajčne škatle ali pa kaj podobnega, peno trikotno, da bomo tlele oblepali in potem bo Anže lahko razlagal, kaj Egipt, kaj Bosna, kaj Južna Amerika, tukaj imam cel kup piramid in bo pobiral stopnino, da bodo ljudje hodili gledati te piramide po stenah in po stropu. Tako da ja, danes pa načrt je bil sicer, da se bomo pogovarjali o Anžetovem najljubšem televizijskem liku, Alanu Partridgeu, in je bilo že vse zmenjeno, poklicala sva tudi že našega dežurnega dopisnika za vse bizarne britanske humoristične eskapade Jureta Godlerja, ampak potem pa se je prejšnji teden zgodil ta žalostni dan, ko se je od nas poslovil Leonard Nimoy, igralec, ki se ga najbolj spomnimo po Spocku iz Zvezdnih steza, čeprav je naredil še veliko več. In sva rekla, če bova pa poklicala najnega, rekla sva Godlerju, sorry, zdaj imamo drugo temo, in sva poklicala našega dežurnega dopisnika za vse, kar je zvezdno steznega Godlerjevega, Jureta. Živjo. Zdravo. Malo sem bil razočaran, ne? Nimoy, ne? To je dejansko res, kar je Pižama zdaj rekel. Mi smo imeli plan, da se bomo o Partridgeu in Kugnu pogovarjali. Ne? O teh dveh ljudeh. Ne? Ampak ja, pa se je pa zgodil pač tole, kar se je zgodil. Ne? In ne vem, jaz sem tako, hotel sem... Pa ne, da si bil zdaj, če se navežemo na tisto izjavo z Oskarjem, tokrat čustven. Ja, če bi bil on v in memoriam, bi me malo stisnilo. Mogoče ne malo. Težko je biti nečustven, ne? Ko gre za vulkanca. Zelo bizarno, ne? Za človeka, ki je pravzaprav njegova vloga ne bi bila, ne? Brez čustev, kar je tiste malo, kar je pronicalo iz njegove polovično človeške plati skozi. Prav v The Cage se vidno nasmeji. Ja,
The Cage je itak posebna štorija. Povej, sorry, da. Ne, hočem reči, da ogromno ljudi se je, kaj je internet postal, kaj so postali forumi, ki so prišli na nek nivo, ker se je res začel množično razpravljati o teh zadevah. Jaz se spomnim, glede Star Treka je bilo to tam nekje okoli 2000, okoli leta 2000, ker se je začel trackweb.com je bil in je tam bilo heated debate o The Cage, ker Cage, To je pilot, ne? To je pilot, čista prvi pilot The Cage. Ja, to je treba povedati. Star Trek je imel 2 pilota, ne? Ja, to je zelo čudno Zelo čudno. za tiste čase. In Nimoy je dejansko zelo velik dolžen Roddenberryju, pa ne zato, ker ga je pač zbral za tega, da je igral v tem, ampak zato, ker je rekel Roddenberry, da ta lik pa ostane še naprej, ker so menjali skoraj celo posadko, vključno z doktorjem. Ja. In je rekel, on pa ostane. Čeprav je bil na začetku zasnovan kot Marsovc in je bil rdeč in je še Roddenberry, ki imam original njegov serious predlog za Star Trek, oziroma Pitch, tako. Kot se temu lepo po slovensko reče. Prezica. Ja, že noter je Roddenberry opisal, da zgleda, kot sam Satan, Spock. Ja, in so rekli tisti network people, so rekli, pa si ti nor, pa tega človeka ne moreš rekel, ne, tle lepo strajam. Gre kapitan, ki ga je igral Jeffrey Hunter, ki je kmalu umrl za tem. Doktor je bil Dr. Boyce, pa je bil tudi slabši, kot McCoy. Je rekel, Spock pa ostane in Spock je dejansko pol ostal. Ni bilo pa to prvič, da je igral Spock Marsovca, zaradi tega, ker je igral v enem serialu. To je Godler čakal, da bo lahko. Ne, pazi, to gre za eno tako rariteto, imenuje se Zombies of the Stratosphere. To je en serial z leta 50, ki je bil... Ne povemo, da ima tle Godler pred sabo odprto zelo debelo buklo. Star Trek Voyager je delal parodijo na to, ker je bil Tom Paris, ki je imel Captain Proton. Ja. Ampak oni so imeli takrat ogromen teh, to je, jaz ne vem, so to v kinih vrteli, ali kje sem to na VHS dobil leta 89 tako. In igra Spock tam noti, minimalno vlogo ima enega Marsovca, ki pride na Zemljo in s predsednikom Amerike nek deal sklene, da bo uničil svet in pol takoj gre in ga ni več nazaj. To je bil njegov prvi sci-fi debut. Ja. Ja, sej, ampak Pa je imel tako natopirano frizuro, kamisi v Mars Attacks. Ne, bil je tako, v enem skafandru, sem glavo imel ven, kaj smuča je izgledal, no. Ja, dejansko. Ja. Jaz sem to videl, to si mi ti poslal link. A ja, točno. To si mi ti poslal link. Enega sva si, ja. Točno. Ti si nekje druge Spocka našel, jaz sem pa rekel, če tega pa ziher ne pa. Tako, jaz sem ga pa najdel v eni epizodi Twilight Zone. Ja, tako. Ki je bil nek vojak v drugi svetovni vojni. Je Nimoy igral pač enega vojaka. Dosti dobra epizoda Twilight Zone. Ampak ker smo pri pojavljenih Spocka, ne, da smo še rahlo aktualni, Zachary Quint je bil ta zadnjem delu Girls. A res, kaj? Ja. In tako... Kaj je bila ta reakcija? Najboljša reakcija, ja. Okay. Ne, ampak lej, zdaj tako, prvo sem rekel, sem hotel reči prvo, kje smo ga prvič videli, ne? Ampak sklepam, da smo ga itak vsi prvič videli, več ali manj v Star Treku. Ja, normalno. Ampak zdaj pa tako, pač Spock je, da gremo, pol vulkanc, pol človek, kar je že v svetu Star Treka dokaj nenavadno. Ne? Ja. In ta druga stvar, ki je mogoče dosti pomembna, ne, je ta, da on je del tega trikotnika, ta glavnega iz Star Treka, kot sem jaz v Pižamcu zanč razlagal, ki mislim, da je najbolj odgovorna za uspeh Star Treka, in to je Kirk, McCoy in pa Spock. Nedvomno. Ta trikotnik je, no, iz tega dolo vse visi, kar se mene tiče. Pač, če ne bi bilo tega trikotnika, imaš ko pač Kirka, ki je ta, zapeljal bom vse ženske, Ja. in sem dober poker player in vse to. Ne? Ali Še modra ali posebej, če zelena, niso človeške rase. Ne? ni važno. Ja, ni važno, kašna. Potem je pa McCoy, ki je pa ta humanistična plat. Ne? McCoy Zelo. je pač doktor, v bistvu bolj na emocije cilja, ker nekaj drugega. Popolnoma, ja. Ja, pa ta, tako bi, bolj moralna, neetična. Spravo, tle imamo dejansko imamo id ego in super ego. Ja. Mislim, ja, to se, ampak to se ful preveč učeno sliši. To se preveč Ker pa vidiš enkrat, recimo, The Empath, ne, epizodo Star Treka, ki te vse mine, ne. Ampak vseeno. A to je kakšna una, kjer si podajajo kamenje, ki se obmetavajo. Ne, to je dogaja se v podzemnem svetu z eno žensko,
ki nase prevzema rane drugih in tako naprej. Ja, zelo, najbolj bizarna epizoda. Je najbolj bizarna. Vodiška Johanca. Ne, to je, ampak tako, Godler lepo si začel, to sem hotel reči, da Spock je edini lik, ki je preživel prvega pilota, ker Star Trek, tako je The Cage bil prvi pilot, pa je bil pa nov pilot. Ne? In on je edini, ki je preživel in tako je rekel, Godler, ni samo to, da se je v originalnem pilotu snemal, ne? Če vsak, ki bo gledal Star Trek od začetka, bo opazil, da je on takrat zelo svoje lajne zelo tako dostavljal. Kompjutor! Ne vem, kdo mu je takrat dajal direkšne, kdo točno so bili te. Pa če še eno opombo povedati na to, če bo nekdo začel gledati prvo sezono, to ne bo opazil takoj, oziroma bo zmeden. Zakaj? Zato, ker vrstni red snemanja prve sezone ni bil isti vrstnemu redu predvajanja. Zato imaš tam Man Trap, ni bila prva posneta, je bila pa prva predvajana. In tam so se že malo jeli. Ampak pa imaš pa dejansko... Kar je pametna odločitev, če ti gledaš ustvarjalca, da boš na začetku, ampak je mi očitno le škoda, da bi vse tisto dal pa stran tistih par delov, pri katerih se še lovijo. When No Man Has Gone Before je bila šele kasneje in tiste je bila šele druga posneta. In tam je bil Spock še malo. In prvi, I am checking the computer, pa takima, veš, analyzing. Se pravi, da malo Čekova tudi ona kaj. Check the circuit, to je prva stvar, ki reče. Check the circuit. Ampak govori tako, pač rekel samo, ti si alien, po moje, tako se jaz to mišljam. To je mogoče zato, ker ga je Roddenberry v Pitchu opisal, ker je a guy with computer mind. Mislim, da nekaj na ta način. Hotel je mal... Roddenberry ima zmer to, ni važno pri vseh pilotih njegovih, ali je The Quester Tapes, ali je Planet, ali je Genesis, ali je Planet Earth, ali pa pač The Cage, ima zmer enega človeka, ki je ali Data, ali je Spock, ali je ta robot, zmer nekdo, ki išče neko človečnost. Obladal je dramatiko, bil je dramatik. Ste pač ostržek, ampak s tem se da res veliko narediti in s tem so pa tudi veliko naredili. Zdaj, če se Spock sposoben zlagati in če se je sposoben zlagati takrat, ko se zlaže, ali mu zraste ušesa. Če mu kaj mu ušesa, po mojem. Linije so odprte. Pri čemer je zanimivo, mogoče, če gledamo, zdaj nekaj to vidva bolj povlada. Jaz na začetku moram povedati, pač, da res Godler je živa zakladnica znanja vsega, kar se tiče Star Trek. Mislim, da če bi mu rekli, po abecednem redu našteje imena likov vseh žensk, s katerimi se je svetlal Captain Kirk, bi jih znal tudi od zadaj naprej. Anže je tudi zelo velik ljubitelj zvezdnih stez, gostoval je na podcastu Random Track. A to je šlo pa zdaj že ven? Ja, je odzunil, bom dal link. Tako da, kjer se pogovarjajo tudi o zvezdnih stezah, ima vilice Zvezdne akademije. Ne vilice, Spork imam. Spork, Titanium Spork, ki je od Starfleet Academija. Resno? Ja, in potem, ko ga dobiš, na embalaži piše, brez evancije, na embalaži piše, this will be your eating utensil during the course of your studies. To sta recimo ona dva, jaz sem pa v kinu gledal Zvezdna vrata. Zdaj to bi da postavimo, kje sem jaz nas. Jaz sem jih spremljal, pa kankoli pa res priznam, da nisem pa tako goreče kot videl. Tako da pač vem, če omeniš Data, vem, kdo je Data, če rečeš 7 of 9, vem, kdo je, če rečeš še kakšne ime pa verjetno ne vem več. Pa vem, da je bil v Zvezdnih stezah prvi medrasni poljub na TV. Ja, med Captain Kirkom in Uhuro. Je tako, zdaj pa če pa še veš, v kateri epizodi je to? Dve epizodi med poljubom Captaina Kirka pa Suluja. To bi on rad videl, to bi bil Sulu rad videl. To je res, George. Drugač pa, pa gremo tako, zdaj, ko smo etablirali, kdo kaj ve, ampak res tako, od teh treh likov, zdaj, ki smo ta trikotnik rekli, tako, pištolo na glavo, enega je treba zbrati, vemo, da je zdaj Nimoy umrl in da nam je Spock zelo pri srcu, ampak če zahteva malo vulkanske logike zraven, koga bi zbral? Godler. Od teh treh. Nijem izbire, ne moram se filozofsko ogniti tem vprašanju pa reči. Ne moram zdaj vzeti srce z telesa ven pa pričakovati, da bo delovalo naprej. Ja, zdaj tako, če je dobro, jaz bi rekel
Shatner, ker se sam najbolj vidim v njem. Ker... Mislim. Ja, pač ne znaš dobro podajati besedila na odru. Okay, recimo, ja, tako. Pa zelo dobro mi bingla desna roka, če pa primem. Ne, kaj ti spižanc? Jaz bom pa rekel Spock. Bom rekel Spock, če ne zaradi drugega, ker dejansko ta najbolj zapomnljiv lik. No, vse to, veš, to je... In tle je dejansko, veš, glih to, ki je ven, ne, pri čemer je zanimivo, ne, kako so, zdaj ne, kakšna je sploh ta geneza vulkancev, ne, da so rekli, zdaj, kot smo slišali, najprej so ga hoteli rdečo barvati, ne, pa so pogledali, verjetno ni na kameri malo čudno in vsakič tukaj samo zdaj dal ušeska, gor, ne, in pa to frizuro, ki so jo nadaljevali v Jim Carrey, v Butec in Butec. Na kahlo. To je nastajalo tekom prve sezone, druge, tretje in naprej. To so te pisci odlični, ki jih je Roddenberry takrat imel, D.C. Fontana pa Gene L. Coon. To so ljudje, ki so morali tudi našali ogromnokrat. Ker Roddenberry je bil mal... On je pisal, ampak ni... Ne, on je hotel, da je po njegovo. Ja, tako je. Ampak on je tako razlagal stvari, kot Dr. Who, to je timey, wimey, zato se to naredi. Sprašujem. Ne, še je Roddenberry je imel samo to, on je ta ogrodje je ful dobro zastavil, pa je bilo treba večkrat za 2 epizode to nafilati, ga je pa zmanjkvalo, veš. Zato je bilo da so bili faili ostale stvari, ki jih je naredil po Star Trek. The Quester Tapes, Genesis, Planet Earth 2. Pa Andromeda je bila tudi njegova, ne? No, njegova. Okay. Mislim, da je bilo po ideji njegove. Ja, tako je. Kasneje nastal pa. Ampak te ljudje, kot sem rekel, Gene L. Coon, pa to so ljudje, ki so si spomnili Klingone. To so ljudje, ki so si spomnili. Ki, by the way, sorry, samo da se nazaj navežemo, ne? Ti imaš dejansko, še v drugi sezoni ne znajo Klingone reči, so Klingons. Ja. Tako Klingons, Klingons. 3 različne, po moje, izgovorjave Klingonov imaš. Ja. Pa so pa prišle epizode, ki je bilo pa treba narediti, zdaj pa malo poglobljen prikazati live nekoga, recimo Spocka, Journey to Babel. Ja. Kjer pride Spock v fotor, pa mama, pa se vidi, da sta skregana in tako naprej in tako dalje. Za potrebe zgodb so mogli razvijati te stvari, ker so se pa pol naprej nesle v filme, seveda, pa v Next Generation, pa Voyager, pa Deep Space Nine. V Enterprise so malo zasrali s tisto epizodo, kaj že Judgment, pa ko so razložili, zakaj imajo te čela na grbanče na Klingoni. Jaz sem Enterprise sem gledal 2 sezone, pa sem pa sem midochlorian nekaj vmes. Ne, samo pač meni je bolj to zanimivo, da pač sploh, če gledaš Star Trek, originalno serijo, sta ta prve 2 sezone je tako, ta prva se še malo lovi, pa je par super epizod, tako res, ta druga je tako, kar se mene tiče, najbolj tako, če celo sezono gledaš, najbolj cool, pa so bili pa že skoraj skenslani, ker vemo, da ta zadnja, kako je že Operation Earth, je zadnji del druge sezone v bistvu tako narejen. Assignment Earth, bravo. Je v bistvu tako narejen, da set upa spin-off. Pač dejansko oni so noter tako Star Trek, pač Enterprise in te ljudje so noter točno 45 sekund. Notri je ene druge zgodbe. Zdaj, čisto ene druge zgodbe, ker so videli, skenslali nas bojo, rabimo nekaj, mogoče jim pa to prodamo, pa je to v bistvu pilot. A veš, naprej, ne. Pa je pa 3. sezona, ki je pa tako, in to je ta D.C. Fontana, ta ženska, ki je pisala, je rekla, da je pač 3. sezona je ratu Monster of the Week. To je bil Monster of the Week show, kar je pa, to se pa kar poznano, ker 3. sezona ima pa res par, tako empath, recimo, je mogoče dno dna, ne. No, največja bizarka je Plato's Stepchildren. Ja. Večje bizarke ni bilo. Ja. In to je tam, kjer je ta interracial kiss. Ja, ampak ker to je treba povedati, ne, Star Trek se je dosti napajal iz Shakespearea, sem skoraj rekel resno, ne. Ampak se dejansko je v tem smislu, da so pač, no vsake dok cajta so pač probali malo Shakespearea to pelati. Na nek način so ga probali zraven pripeljati, ne, in sploh te Grke pa Rimljane, to so me zelo radi, ne, takrat. Who mourns for Adonis. Ja, ki je super, ker dejansko na drugem planetu odkrijajo grškega boga, ne, pač kar je. Okay? Ne, ampak hočem samo reči, da vse te zadeve, tako kot si prej rekel, ne, so bile pač za story driven, ne, ampak ta najboljše epizode so pa une, ki se obadajo pač z enim od karakterjev mal bolj globok. Ne. Tako je, in oni so imeli takrat ta writers
ne peč, kaj je bil to, oziroma ta release statement, ki so ga imeli za tiste, ki so hoteli pisati Star Trek, ker takrat so Star Trek pisali, Theodore Sturgeon je pisal, Robert Bloch je pisal. Harlan Ellison, najboljši epizodo naredil. Oni so imeli navodila tam zapisati epizodo, da se mora ukvarjati z human condition v prihodnosti. In to so najboljše epizode bile zmeri, kot je City on the Edge of Forever, recimo. Ki je film. To je film. To je film in nima veze s Star Trek. Ja. Če se čisto slučajno izvajajo liki iz Star Treka. To je res, ja. To so ta najboljše, tudi pri The Next Generationu, kao una, ki velja za ta prvo res pravo dobro epizodo, ker The Next Generation ima 3 sezone, ki so kar neki, pač, to je treba vedeti. Pač 3 sezone so tako, v redu. Ok, v redu so, to več ne moreš skoraj reči, ne. Ampak tam je pa poluna The Measure of a Man, v drugi sezoni, ki se pač cela epizoda dogaja v eni sobi. Mislim, to ni nobenih ladij, ki letijo, pa streljanja, pa ne vem česa. Ne? Tako kot mimo grede nov film Tarantino, to, ki pride decembra. Ja? Ker je scenarij liknil, sem ga prebral in se dogaja v eni krčmi, cel film. Odlično. Začne se zunaj, ampak pa se tako imenovani bottleneck film. In zdaj je vsebini tega filma. Ampak se da stvari bilo, ne teh tudi, ki so jih noter, pa ki smo se pogovarjali, kako so nastajali. Danes sem najdel nek slučajno, da je pač tudi teleport, ne, čist stvar denarja, da oni so v originalu, povej, to je res ali da v originalu, da so mislili, da bojo vsakeč prestajali. Ja, pa ni bilo denarja. Pa sem pogruntal, da bi bilo to čist preveč, da bi vsaj to kladih kazali. To sem, sem prebral sicer na strani, ki je znana po preverjanju svojih informacij na Cracktu. Ja, ok, to je. Ne, sem se tam, ful se jim je videl, da oni so tako, če gledaš The Cage, ta prvi pilot, je bila zadeva zelo bolj počasen tempo, zelo taka, veš, to mi je bilo res mišljeno, mi smo v ladji, nekam pridemo, raziščemo, pa so pa v bistvu videli, da to ne funkcionira in pa je ta drug pilot s Shatnerjem je pa v bistvu kavbojci in pendijanci v vesolju, mislim. Ja, zdaj, tukaj je treba nekaj vedeti. Roddenberry je cel Star Trek zastavil, še prednji je The Cage posnel, on je hotel, da je to Wagon Train to the Stars, ker Wagon Train je bila takrat ena kavbojska serija in kavbojska serija z tistih let, in Roddenberry je pisal za njih tudi, to so bile Have Gun Will Travel, pa Gunsmoke, pa te pizderije. To je zmer tako, da so eni v mesto zmer prišli, pa je bil en, isto kot Star Trek, sem da ne v vesolju, no, to sem hotel. In v prvi epizodi The Cage je šel Roddenberry mal predalec temu, oziroma je bil mal mrakoben, zato so ljudje na NBC-u rekli, da je too cerebral. Ja. Da je preveč, ker tam je res zgodba mal taka. Mal je heavy. Mal je heavy, ja, za kao nekaj, ki bi mogli biti campy, pa fun, ne? So dobil The Wire in pa, ki so skenslali, bi The Wire zaživel lahko 30 let pred The Wire, ne, če ne bi tega Cagea skenslal. Ne, ampak najbolj zanimivo je, ker Cage so pol uporabili, ne, pa v eni epizodi, ki za nazaj gledajo, ne, stvari. In je v bistvu Spock glih centralni lik, zaradi tega, ker je bil pač v obeh notar, ne. No, ampak glej, sam nazaj k Spocku pa nimajo, ne. Nazaj k njemu. Kje sta njega še videla razen Star Treka? Jaz imam eno, ne, in to je Mission Impossible. Mission Impossible, se razume, ja. Ja, on je v Mission Impossible in tako, ker je bil še relativno mlad, ne pol v later res. Ampak ga masta še kje drugje, tako da si ga njega videl, pa si rekel, o moj bog, glej, Spock, ki ni Spock. Body Snatchers. Pa Body Snatcher je bil. Kako je že naslov filma? Je, to je tam, ki je... Zdravnika igra. Ja, mislim, da, ja. Ja. Ok, fair enough. Body Snatchers, ja, pa... Ampak tako, on je imel dosti take... bolj epizodne, mislim, ni... Ja, pa seveda iz vodil je eno serijo dokumentarcev, ki je govorila o paranormalnem, se pravi o, ne vem... Okay. Zdaj pa ne vem, kako se imenuje, kako se je tisti imenoval. Vem, da je vodil tisti, prezentiral je bil, prezenter je bil. Kot Dario Varga, veš, tisti. Zelo podobno. Dobro smo Dario Varga omenili, to mi je v bistvu všeč. Jaz sem malo brste, sem pogrunil, da je v Ekusu igral, ne? Na Broadwayu. Ja, in to je tako, kjer je potem Daniel Radcliffe tudi igral, ne, kjer se je iz ta drama, v kateri se Daniel Radcliffe je odvrgal, ne, plašč in palica malega čarovnika in pokazal palico malega Daniela, ne, starejšega Daniela. In, no, je pa treba res reči, ne, da ni važno, kje se je pojavil tale lik Spocka, to je njem. Jaz nisem nikjer drugje v zgodovini opazil, da bi igralcem toliko velik eni liki pomenili, ki jih igrajo, zaradi tega, ker oni so bili pol skozi v Star Trek filmih, zraven pri zgodbi, pa je njimo je rekel, tega pa Spock ne bo naredil. Oprostite, tega pa jaz ne bom, to pa ni zvesto. In isto Shatner gleda
za Kirka. Isto, to so ljudje, ki so bili zelo... Ok, bo Kirk to naredil, sam 2 milijona. Ja, no, ok. Pri njem je tako. Šerner je valjda drugače. Ampak ne, fora je v tem, da zdaj, če se premaknemo na filme, ker mi smo rekli, da bomo pogledali, ne, pač en Star Trek film, pa smo rekli, kjer ga, mislim... Štirko. In smo rekli, Zato, ker ga je nimo in režiral in bil je avtor izvirne zgodbe, na kateri so potem scenarij. Ja. Ne, in to si dobro, to sem jaz tudi prav hotel izpostaviti, da pač Star Trek, The Motion Picture, se pravi, ta prvi je bil narejen sam zaradi tega, ker so Star Warsi ven prišli in je Paramount rabu nekaj, kar je imel Fox, 20th Century Fox so imeli Star Wars in so rekli, mi rabimo nekaj, a imamo kaj Star Trek je bil, da gremo to probat, ne, ker je kao že mal bil built-in audience, pa to ne, in so pač probali. Meni všeč. Ja, Meni všeč, jaz okay, zdaj, mislim, da takrat je bila ta zgodba ful močnejša, ker so se ljudje Voyagerja saj spomnili, ampak ja, ok. To je Pol je pa to, ne, da so dejansko za unga ta prvega, ki je zelo ne Star Trekovski film, ja. Tako drugač zgleda, kot Star Trek zgleda. No? Motion Picture. Ja, Motion Picture. Ja. Po je prišel pa The Wrath of Khan, ne, ki je hit. pa najbrž, in kar se meni tiče, bom rekel, da najboljši Star Trek film meni osebno. Ne. Se to je res. Ker vse se ostali imajo vsi, mogoče kakšne stvari, ki so boljše, ampak The Wrath of Khan je The Wrath of Khan. Kot celota je cel. Ja, je, pač ti si je blockbuster, tak, to studiji Loxan sanjajo o takih blockbusterih, zdaj, če me vprašaš, pač, ker ima vse. To ima vse, familije umirajo, to je noro. Ampak pa je bila pa trojka, The Search for Spock, ki je bila sicer tako, kaj bomo rekli? Ja, appendix dvojki, ne. Ja. Mogli so nekako pobrati, če so hoteli naprej pelati. Ampak zato, kar je, se mi zdi, da je pa vsem dober. Je pa trojko, Zato, kar je. lahko rečem trojko, se najbolj splača gledati kot tisti kratki intro v štirko. Če že, pol moraš gledati dvojko, trojko, pa štirko. Ja, ne, tako. nisem, kakor pred štirko naredijo kratek recap, 2 minute, kar je v trojki. Ja, tako. okay, ja. Ne, ampak je pa treba, pol prijemo pa do štirke, ne, ki je pa najbrž, saj tako zdaj me popravlja, če se motim, ampak najbolj ne Star Trekovski Star Trek film. Gotovo. Je malo je National Lampoon Star Trek. Ja, ampak zdaj pa klepa, to je pa največja hvala, ki jo lahko daš, po moje, mislim, kjermokoli filmu je. Ta film ne bi smel funkcionirati. Pač, The Voyage Home ne bi smel funkcionirati kot Star Trek film, ne bi smel funkcionirati kot film. Okay. Ne bi smel funkcionirati kot slikanica. Tukaj je, če bi jaz to sam prebral, če bi mi eden dal scenarij, bi jaz to bral in rekel, vi se norca delate, to je brez veze. Ker, zelo pa tako, zdaj pa lahko poveste, ampak jaz bom samo povedal, kaj je v bistvu ta glavna, pač, kaj je ta glavni zaplet zgodbe. Do Zemlje pride sonda, okay, moraš povedati, razmišljam za nekoga, ki ni gledal, če mora vedeti, kaj iz trojke pa dvojke, da bo vedel. Po moje ne. Po moje ne, iskren. Ja, oni se vrnejo domov. Ja. Oni se vrnejo domov, Treba je mogoče na to, za nazaj treba vedeti, da se mora Spock na nov naložiti operacijski sistem. Ja, to je res. On se mora na nov vse naučiti. On ima tam ta on se gre na računalnik in potem ugotovi, da nazaj spomin dobi 500 evrov za Lidl in zato grejo na Zemljo. Ker reče, what the fuck is this shit, I don't even, gremo na Zemljo, zapravil kupil bom 5 kil race po receptu primorskega kuharja. Edino, kar je Spock vpraša, zadnje vprašanje, how do you feel, tega vprašanja ne vem, mislim, da še niso zastavili, ker se bojijo. Ker se bojijo odgovora. No, ampak zdaj, glavni zaplet je naslednji. In zdaj, zato jaz pravim, da če bi me en to dal sam za prebrati, jaz ne vem, zakaj je kdorkoli od teh igralcev rekel, da je za. Ker do Zemlje pride sonda, ki uničuje vse pred sabo. Sonda, ki izgleda kot en star bojler, taki v Slovenski. Dejansko je sonda delana po neki ruski sondi. Ja, res je. Ali pa ne vem, dejansko. Ne, pardon, počem je. Mislim, da eni sondi iz enega romana od Arthurja Clarka. Da so opis vzeli in da so jo oblikovali po temu. Ok, fair enough. No, ta bojler pride do Zemlje in spušča nek zvok. Ne? Kirk in kompanija ugotovijo, da je ta zvok pesem
kitov grbovcev. Šele potem, ko izvedejo to Harry Potter foro in poslušajo pod vodo. Ja, ne poslušajo pod vodo. To je meni najboljš, ker ima uhura, oni so pač iz razlogov, ki so jasni iz drugega in tretjega filma, na klingonski ladji, na Warbardu so in uhura ima pred sabo točno 6 gumbov. Ampak, ko je Kirk reče, prosim, predvajaj ta zvok in upoštevaj količino soli v vodi, globino in pritisk, kako se bo to slišalo, maybe I can do it. Ja. Pritiska na polnih 6 gumih in ugotovi, potem Spock v bistvu ugotovi, da rabijo kite grbovce, na kar, logično, grejo okoli Sonca ob neverjetnih hitrostih, se vrnejo v preteklost in skušajo vzeti 2 kita grbovca in jih pripeljati nazaj, zato da boste lahko povedala sondi, it's all good, pojdi domov, nehaj uničevati zemljo. Dejansko gre tle za ta anti-štoparski vodnik. Pri štoparskem vodniku kiti padajo iz neba na zemljo, tuji pa grejo kite dvigamo v nebo v tem Siddharta momentu. Ja, ampak hočem samo reči, da to je premisa, ki je res... Ne vem, ni besed. In moramo omeniti, potem, da oni spoznajo tukaj na Zemlji največ interakcij imajo z morsko biologinjo, ki igra Catherine Hicks, ki je potem traumatični izkušnji, ki jo je doživela s posadko ladje Enterprise, se je raje poročila s pastorjem. Seventh Heaven. V glavu. Detour. A ste kaj pa najhuj, zdaj to veste, kakšen je bil original, ker smo gli parkoz bil originalno, ne bi v tem filmu ne bi igrala ona, oziroma bila manjšo vlogo, ampak ne bi igral Eddie Murphy. V štirki so hoteli Eddieja Murphyja kot nekega znanstvenika, ufologa, ki preučuje te in so... in so hoteli Eddieja Murphyja noter spraviti, ki je bil vroča roba, in oni takrat mislim, da je hotel stran, da ne bi bil pač, in bi združil še, on je bil zaradi Beverly Hills kapa, full vroč pa vse, ampak potem se je odločil, da bo šel on raj posnet The Golden Child. Boljša poteza. Res, odlična odločitev, to je pa noro. To je pa, tako da... Ampak to pa nisem vedel. Mogoče, ki si rekel, kako da ta stvar, kdo je rekel temu, ampak ne smemo pozabiti na še ostale karierne odločitve Shatnerja pa Nimoja, ki ste jih v lifeu naredila, ki ste malo dvomljive stvari. Ona dva sta snemala CD-je. Moramo povedati, The Ballad of Bilbo Baggins. To bo spot, če videli ste se, ampak če niste, pejte dol, klikati. Pritisnite pauzo, pejte, mi bomo zdaj 2 minuti 30, kolikor traja. Tiho, da greste poslušati in vas sploh pauze ni treba pritisniti. Nekdo je rekel, da morata pet, zdaj Shatner sploh ne poje, on ob spremljavi recitira in ima par albumov posnetih, on to še vztrajno še vedno počne. In moram reči, da tako kot za Comic Effects so super. Ja, za Comic Effects. Za Comic Effects so super. Ne pa kaj najboljš, ko začne, ko recitira Hamleta, pa začne ta-ta-ta-ta-ta, orkestralna muzika. To be or not to be, is a question. Pa komu prije na pamet to v avtu reči, zdaj se pelat, ne vem, v Portorož, ti, kva je na radio, dajmo mi Shatner, ki Hamlet zdaj recitira. Na čem moraš to biti? No, dočim ni moj, on pa poje. Ampak to pa, mislim, da hujšega zvoka pa tudi tista sonda ni spuščala. Ne, to je pa res, to je grozljivo. Imam vse CD. Enega sta pa zelo skupaj izdala, sem tiste kompilacije. Zdaj moram povedati, da tudi te zategle zvoke iz sonde, te zategle zvoke iz sonde, ko so bili to Karolja na hit prevrteli. Meni je zanimivo, to, kar si rekel prej, karierne odločitve. Meni je fajn, ker ste videli, da so hoteli kao služiti s tem, da so v Star Treku in pa imaš neke VHS-e, ki nimajo tako, Leonard nimajo Star Trek. In je tako on, ki govori in pa posnetkov iz Star Trek. On je dejansko naredil 51 epizodo glav par desetletij pred 51 epizodo. Ja, več ali manj. Ne, ampak je red tako fulje, ampak to sem se prehotel navezati, ker si ti rekel, da koliko so bili v bistvu investirani v te svoje like, tudi Nimoy, ki je zgodbo naredil, pa režiser bil Voyage Home. Mislim, da so tudi zaradi tega rekli, ker na uni točki je to že bilo njihovo.
Veš, mislim, da tudi studio je bil sam tih. Sploh če gledaš, dvojka je bila uspeh, trojka tudi ni šlo slabo v kinu. Čeprav trojka je bila samo v Ameriki, ne? Trojka je bila v Evropi, pa druge se je tako slabo odrezala, da so v Ameriki bil pač to Star Trek 4, The Voyage Home, ne? Druge, na drugih marketingih je bil pa to The Voyage Home. Star Trek 4. Aha, ok, Za malo so rekli, če ne napišemo ful veliko Star Treka, ko bojo pogledali, pa videli te face, rekli, ne, to je nekaj drugega, to je zelo zihra nova komedija, gremo pogledati. Jaz mislim, da... A to je pa Adam Sandler, zanimivo. Predvsem zaradi tega so tudi tukaj resno imali, zaradi tega, ker oni so videli, da v lifeu več drugega ne bojo imeli večjega. To je tako, kot bi rekel Rowan Atkinson. Ja, pizda, enega človeka nikega ne zagleda, pa ne reče Mr. Bean. Žal. Tako je. Kaj bi zdaj naredil? In problem je bil tudi tako, ko so snemali The Animated Series in so dobili, niso mogli vseh dobiti, ne? Pa je, in so hoteli dati, mislim, da na mesto Suluja nekoga druga, ki si ga niso mogli prvošiti, pa je rekel, ni moj. Je rekel, ne. Ker je vedel, da je imel takrat takej finančne težave. Vse so jih vsi imeli, ne? Te karijere niso šle pol gor, ne? To je tako, kot je igral v policijski akademiji tega Mahovnija, ne? Ja, kje je zdaj ta človek? Gutenberg. Kje je zdaj ta človek, veš? Pa je en tak... Nekaj tisk izumlja. Zdaj, Tisk izumlja. Premični stav. Ne, ampak to je ful dober point. Pa ne to, če gledaš Winslova, on je mogel v Slovenijo pred nastopati. Ja, to je res. Ne, ampak fora je pa v tem, da ja, ti si bil, ok, Star Treku so bili oni 3 leta točno, pa se je pa za 10 let pozabili na njih. To je bilo tako, da so oni bili v Star Treku, pa so imeli pa v bistvu, kaj, Motion Picture je bil, ja mislim, da je 10, kako je? 79. Ja, ne, a veš, to ni, ono je bilo pa kaj, 69, ok, 8 let, 7 let. Ja, za zahvalce morajo tem ljudem, ne. Življenje so jim dali ljudje brez življenja. Ne omenim, da sem tukaj ujet v kot. Te kampanje so bile strahotne takrat. Ja. Tem ljudem so oni zelo veliko dolžni. Ni čudno, da so pol to za svoje. Malo se 5, ko je pa pol Shatner režiral, 6, ko je režiral, ok, Nicholas Meyer, 7, ko je bil in ta drug, no. Ampak lik to, veš, je pa ful smešen, ker ti si tako, ti si 3 leta na nekem šovu, ne? Ok, šov, konc, pozabil ljudje na te, folk gleda na syndicationu, se zgodi Star Wars, pa studio reče, mi to rabimo, zdaj bomo pa denar vrgel. Razumeš, mislim, motion picture, to je bil denar, to ni, to se že takrat se vidi, veš, in pa si res to si v nekem takemu čudnemu stadiju si, po eni strani si nek TV aktor, ki že 8 let nima več veze s te serijo, boh ve, koliko meni pol karijere naredil brutalne, da bi ali služil ali ne vem kaj, ne, a po drugi strani si pa po mojem za tiste cajte enemu največji budžetov filmu, razumeš, nastopaš in po mojem so med tem nihali oni konstantno. Razumeš, jaz si predstavljam, da je en Walter Koenig sem čakal, kdaj bo naslednji film, ker njega drugač ni. On je ali je čekal, ali pa ne obstaja. Ne? A veš, tako da, mislim, zakaj so rekli, ja, po mojem zaradi tega. Je pa noro, da zdaj, če gremo nazaj na Voyage, ne, je pa noro, da ta film, mislim, malo stvari je... Ja, zdaj stvar je ena. Star Trek The Motion Picture, to je bil res en čuden mix, ki je hotel biti mal Star Wars, mal 2001 Odiseja, ki potuje tam. Tiste res malo tako, na koncu, ki so tik pridejo do Voyagerja, do Voyagerja, do konca. Pol dvojka je zelo akcijska, ampak je zelo... Tam si že mogel vedeti, do je kan, no, oziroma vse so tega predstavljali. Ja, če si vedel, ja. Trojka je bila sploh sam za fane, ne? Ko so gledali, pa so pa rekli, po moje so hoteli narediti mini reboot. So rekli, zdaj pa dajmo nekaj narediti, ker bo pa tudi šli otroci gledati, pa familije, ki prej niso gledali tega. Ne? Ker zgodba je dost, ko bi rekel, možganom prijazna. No? Ja. Mislim, ni tudi komične vložke manot, ki Čekov beži z tega, z bolnice, ne? Pa Sulu pa Uhura, ki lovita tiste... Ne, pardon, Čekov pa Uhura, ki lovita signale, ki iščeta podmornice. Ker sprašuje, nuclear vessel. Where is the nuclear vessel? Z takim lepim ruskim naglasom, pa višku hladne vojne. Pa Scotty pred Macintoshem potovali. Ja, ti se vrhunsko. Tipkovnica, kako? How quaint. Hello, computer. Komedija je, ne? Napol komedija. Ampak deluje. Problem je, ker res deluje. To, kako bi lahko to bilo boleče?
A veš, to si predstavljali, pa ste čist brez emancije, predstavljali si ti, da bomo rekli Star Warsi, da imaš na eni točki, nisi treba predstavljati, ker The Christmas Special obstaja. Ampak to je to bi lahko bil Christmas Special, res bi lahko bil. Ampak je vse in je po svoje malo pocen fora, mi smo iz prihodnosti, interakcijo imamo pa z sedanjostjo, ne, z ljudmi, they don't have money, ne, pa the doctor gave me a pill and I grew a new kidney, ne, ona je tudi vrhunska. Idealiza, kako barbarsko. Za kjero stvar že nekaj reči, smo v srednjem veku. Ja, Middle Ages. Ja, za vse. Je pa res, da pa je tako on je ful zajeban doktor, pa ga tako popravi, da mu da nekaj na glavo, počakamo. To je tudi tako, nič ni nekega skila. Pa imajo te preoblečen Sonic Screwdriver v Phaserju noter, ne, da zaklenajo vrata. Čeprav tle pa moramo pri teh Phaserjih, tle pa ta velika napaka filma, ne, veliko vprašanje, kaj se zgodi s Phaserjem, ki ga Čehov vrže v une na ladji. Sem res, kaj tam ostane, ker to je pa edina stvar, ki so jo pozabili, ne. Je pa res, da ne dela. Sam veš, back engineering, kaj so Independence Day naredili za unga razsudga NLP-ja. To je res. Prepričal si me, to je bil argument. No ja, ampak, oni pridejo nazaj, to sem hotel še reči, no. Ta film, ne, traja 2 ure, to je treba povedati, kar je noro. To, če bi bilo zdaj več kot minuto, mislim, uro 28 v teh časih za neki tazga, ne, bi bil čudež, pač. Mislim, da 2 ure traja in je narejen tako, zelo tako epsko, filmsko. Že ta scena, ki je na začetku, ta Star Trekovska, da se vsi igralci izpišejo, naprej se sploh začne, a veš. Rosenman je res naredil dober soundtrack, ker je res malo popevkarski, no. Mislim, ne, noro je tak, malo. Kako bi ga Mozart a ti dan tlele Garage band, Ne, sem imam fart piano. Ne, sem je res tako, pač ful je tako, obrtniško je ful dobro narejen. Dejansko je komedija, ki funkcionira in pridejo na zemljo in potem dajo vsem likom nekaj za početne. Vidva pa je take, vidva pa je take, vidva pa je take. In vsi imajo neki screen time, ni samo zdaj to The Shatner and Spock hour, kar se zelo rado dogaja v teh filmih. Moment, da Spock ima genijalen Majen vesolček kostum. Ja. A tam, ki je v belem, v šlafraku, ti šlafrak je vrhunski. Pa tudi Sulu je zelo tako, bi človek rekel, sproščeno oblečen v tistih ali. Skozi je kaj na tako satenasto. Ja, ali pa od Krka, tista srajca, ki sem jo gledal, ki sem gledal za te glave, ima neko srajco, ki je tako prpeta čez. Vsem so dali tako neke obleke, ki v bistvu čist pašajo v San Francisco, tam v 80-ih, ne. Ampak so future, ne. Spock je tak, ki bi spotal Davida Bovija stopil. Zelo lepo so rešili, ta ušesa, mu bomo dali trak. Ne, to sem pa jaz recimo, če poslušam dosta random track, ne, da to je bilo v bistvu zmeraj izgovor, kaj bo Spock nosil, ne. Ker zmeraj, ki so šli na away mission, ne, je bilo treba skriti ušesa, ne, in pa imaš Spocka, ki so gangsteri, ima klobuk, a veš. Ker zmeraj je neki, z neke kape ima zmeraj gor, da pač ne izpade nezemljan, ne. Ja, ampak ima dejansko je par takih komičnih momentov, jaz sem tako gledal in še nerve pinch, ne. Pa unimo Punksu, ne, pa ta varianta, ko sta Shatnerom prijeta končno do kitov, ne. In una razlaga, ozadi so kiti pod vodo, Shatner gleda, ne, Kirk gleda, ki je Spock, enkrat hladno, Spock plava v kopalkah, plava s kiti. Mislim, hoče sam reči, te stvari ne bi smele. Jaz ne vem, Spock, ki se uči preklinjati. Ja, pa vse. Mislim, to da mess on you, ali kam bi reče Kirk. To je Kirk in Palmer razloži, da to je, tako se pogovarjajo v tem času. Colorful metaphors. Ampak res ful je, tako res, zdaj, sem ga rekel, 2 dni nazaj sem ga gledal še enkrat za glave in je res tako, to je prav film za pogled, pa res brez ironije, brez haha, se v te smejali, kako so to takrat delali, to je film za pogled. Dela. Res funkcionira, no? Jaz sem bil, moram reči, da sem bil prav presenečen, ker moram reči, da sem ga gledal zdaj, tako je ne 5-krat, ampak zdaj ga res par let že nisem, ne. In jaz sem čist spav bil, no? Ker je bilo tako kar minili, 2 ure kar stran parete. Ja. Iskreno, ne, res je dober. Tako.
Mislim, spok, če ga primerjaš z eno petko. Dobro, to ne. Ja. Z eno petko. Ja, kjer Shatner res pokaže vse svoje talente. Vse, vključno s kamero. Ampak je noro, da lahko posnamejo tak crossover hit, ki je 4, pa petko posnamejo, ki zgleda, da so enemu dali, ki je tako rahlo autističen, pa so mu dali kamero, so rekli, zdaj pa posnamem Star Trek. Zadrilni program RTV Slovenija. Ja, Tam, ja. Ampak, pa Voyage Home. Daj ta eno sceno, pa zdaj govorimo samo o komičnih. Zdaj, ker mislim, da to je srce tega filma. Kaj bi izpostavila? Jaz bom tako, pa vam jaz jo ukradem, ker sem jo prej omenil, ampak jaz bi tako Spock Plus. Jaz moram reči, da sem se na glas smejal 2 dni. Res, mislim, iskren. Zdaj pa, kaj bi videl? Ampak ena scena, lahko je moment. Jaz sem rekel tega punksa, ker je tako pretiran, ker je točno videl, ker zmeri, ko imaš v teh filmih iz 80-ih, ko oni hočejo prikazati neko subkulturo, naredijo subkulturo, kot si jo Hollywood predstavlja. In ta punk se je točno, on je nek zazvočne efekte tip, ki je igral, in je tip je naredil, ki so hoteli snemati, rekel, ne, ta komad je brez veze, in sta s kolegom posnela komad, in to je ta komad, ki ga on pol predvaja. In tle, ki prav vidiš, točno veš, kaj se bo naredil. Ali bi tle to, če bi bilo pa, ne vem, to iz Star Warsa, da bi prišli, bi bil pa, Darth Vader ta Force Choke naredil. Ja, več ali manj. Prav tako vidiš, čakaš, ves čas ješ, takoj, ko bo, veš, kaj se bo zgodilo, in se samo še čakaš, kako, in pa tako mojstrsko pade, da še z glavo telebne dol in ugasne radio, in vsi in stoječ aplavz, kot Spock se počuti kot pilot pri Adria Airways, ki je pripeljal ravno kar iz Brusla, in vsi Meni je pa tista scena zasliševanje Čekova. Ko mu reče tistega, mu reče name, your name, no, my name, pa reče no, my name, I don't know your name. Pa reče, še ena taka, pa smo konc. A to pomeni, da gre? Ja, pa kar ostane. Mi je pa tudi všeč tist namik, ki mu reče, ko rečemo Kirku dumbass, pa reče Kirk, to je colorful language, možeš ga uporabljati. Vsi veliki avtori tega časa so ga uporabljali, pol našteje 2, pa reče Spock, The Giant. Sam ne vem, kjer 2 omeniti. In so super, ne pa... Glih pri tem opalka on, tudi Spock, ki ima te debate, ko on sicer to zuno svojo logiko gre, ampak so, kao pravo, da je, kao, are you trying to take my whales? They're not your whales. Prej smo sicer že omenili, moramo omeniti Scottija pa Bonesa z računalnikom, ker je noro. Je pa kintošan. Iz tovarne, tisti je pač, ki začne. Ne, pa tudi tako res, ker za vsako, zdaj pa spet, koliko se je prav, kako uhura, naredijo ona tiste z 6 tipk, on pa na tipkovnici za vsako tipko, ki pritisne, se 3 zasloni zamenjajo. Ja, pa on pritisne, pa si grafi in naredimo formulo za transparent aluminum, ki so ga odkrili pred par leti, ne? A so ga? Da, to obliko aluminija, ki je... What? Pa ta je dobra, ki pa Bones Scottiju reče, pa ne moramo mu tega kle pustiti, Tako v zgodovini. Kako pa veš, da oni tega izumijo? Kašen dober, to je tako najboljša razlaga za te paradokse, a veš, time travel ever. Kaj pa če on to izumil? Pa on tako, makes sense, okay. To je oni špegli, ne? Kako so nekaj jih je Kirk od koga od Bonesa. Od Bonesa, nekaj Bones rekel, da jih je kupil nekje v neki zastavljalnici, on jih pa da v zastavljalnico in naredi dejansko cukrov. A niso bile to darilo od koga že? Od Bonesa. Od Bonesa, v dvojki, A niso bile to darilo od Bonesa? Ampak tem je čar, da bodo spet. Ampak je noro, kakšen callback, mislim, tako ene par stvari. V tem filmu, kar so naredili, sestava so sintezo, res so naredili. Ampak te komplikacije v zvezi s time travelom, pa te paradoksi, v Voyage Home jih je ene par in teh ene par je boljših kot cela zadnja sezona oziroma 3. sezona Enterprise, ki so jih imeli tudi veliko.
Pa Koliko so boljša oni od filma sploh? Star Trek. Dajte videti, to meni povedati. Koliko so oni sploh skozi čas hodili? Na Star Treku? Ja. Velikokrat. Ja, ampak je bilo, meni je to, kar je meni dosto še, v bistvu je Voyage Home to malo kvari, ne, kar imam jaz feeling. Kvari kaj? Potovanje skozi... Sam način, kako to dosežeš, ne, Aha, ja, je ponavadi se je to zmeraj bolj po nesred zgodil, kot da oni kar lahko to naredijo, če hočejo. Klej pa ta prvič, ki je tako narejen, da Spock nekaj izračuna, vemo, bomo slingshot around the sun in gremo skozi čas. Tudi first contact, v bistvu oni po nesreču letijo. Ne. A veš, ko, zmeraj je nek ekstern izgovor, zakaj se to zgodi, ker njim ni čisto jasen, kar je bilo meni zmeraj ful všeč. Veš, ker je pol to te zablokira pred tem, da bi pol Len writing imel pa rekel, time travel, okay. Ja. Ker ga imamo. Ne, to je res. In v vseh sezonah Star Trek je to ogromnkrat obdelan in glih zaradi tega, velikrat boljš kot v Voyage Home. In glih zaradi tega, ker so oni, nikoli ni bila sama znanstvena fantastika, ko so potovali skozi cajt. City on the Edge of Forever, to je bila romantična zgodba, ampak se slučajno dogaja. In zmeraj je bil, ali je bil nekdo na enem planetu, kjer je cajt hitreje tekel, ne, pa je pol prišel v stik. Zmeraj je bilo to res na prefinjen način naredili, zato mene Interstellar ni očaral. Ker sem to že 100-krat videl, Star Trek podoben plot. Ja, sem rekel, res. pa pride, pa ne morem jaz sred filma pogruntati. Hvala. Ja. Se bi verjetno pogruntal. Ne, se po mojem bi dejansko. Ja, toliko časa je že, da... Toliko časa je že minil, da... Ne, se ne, da se zdaj sam pižami opravičujemo, to veš, da bo še kdo poslušal. Moramo povedati, na kateri minuti je to še pogledal, to se moraš zapiš si, da opozori. Ti nisi gledal, ne? Ne, ampak ne, se tudi, kot sem razlagal, da bolj, ko sem šel gledati, drug film je bil to, ne, od čudežnega dečka ameriškega twist filma The Unbreakables. Ja. Sem v reviewju, ki sem ga prebral, lahko se smejimo, v katoliškem tedniku Družina, ker sem videl, imeli so te noter, nekaj stran za mlade in to, in tako šnačno zgodba, kako je ta lik od Samuela Jacksona ustvaril Brucea Willisa v resnici, bla, jaz te zgledam, ok, in pa grem gledati film, in jaz sem to od začetka v glavu, in zdaj čakam, zdaj je twist na konc naredil, in pa na koncu, to je bil twist. To je to. Čeprav najbrž, saj meni, najboljši film od Shyamalan je Unbreakable, najboljši njegov film. Ampak, Samuel Jackson. Ja, če naš drugega. Hočem reči, da Star Trek je bil vedno znan po tem, da je imel ta time travel zgodbe, pa da je bila zmeraj močna ta nota. En lik je bil vedno toliko upleten neki pri time travelu. Ja, ampak ni bilo nikoli sem znanstveno fantastično. To je res. In jaz mislim, da je Kle velik City naredil, Harlan Ellison zunaj epizodo, ker je to je referenca. A ti si gledal, mislim, a veš, zakaj se gre? Prva sezona. Prva sezona. Mislim, se ni, v bistvu je bož, da jo gledaš, ampak tako, tudi vsi, ki poslušate, Če ni treba zdaj vsega gledati, ampak če pa eno pogledaš, tako rečeš, eno bom pogledal. Dajte reči zdaj, da na tem mestu 3. Jaz bi rekel na prvem mestu City on the Edge of Forever, Balance of Terror pa Space Seed. Okay, se pravi, prvič vidimo skoraj Sareka, Balance of Terror. Oziroma ga vidimo, ampak to je prvič, ki se z Romulanci srečajo, Space Seed je pa prvič Khan. Ja, ki je v bistvu nujeno gled. To je v bistvu nujeno gled že zaradi tega, ker se nadaljuje ta zgodba v Star Treku 2. Če ne veste, kaj je unka, ki igra Benedict Cumberbatch. Spadar za dvojko film. Ampak ja, tako da Space Seed je v bistvu tudi nujeno gled. Okay, jaz bom pa tudi rekel, City moram reči. Na prvo res, ker je to, če moraš kaj gledati, moraš to gledati, ker se mi zdi, da vse ostalo je pol tako. To je res Star Trek at its best, kogarkoli obrneš. Pa bom pa rekel, Corbomite Manure, ker je taka mi smo v podmornici in se borimo in je res super, to je noro. Tam ti Shatner rata. Če ti je bil prej Shatner malo annoying, pa douchebagi, tam ti pa res redo rata. To si upam reči. To si upam. Kje bom za to tretjo rekel? Mirror.
Bravo, Lej. sem šokiran, če sem pozabil že na to. Res, Mirror. Ko Spock leti z brado, ne, pa če smo že pri Nimoju, ker je pa epizoda, ki je sicer tako, ni na izmu nivoju, kot City, recimo, ne, ali pa Balance of Terror, ne, ampak je pa meni posneta in to dejansko sem imel tako 2 tedne nazaj že spet gledal. Je pa dejansko tako, za une cajte se mi zdi pa noro posneta, oziroma zgodba je, ker sta ta dva paralelna vesolja, ne, je tako dobro je narejen, da štima. Pa se mi zdi, da glede na ostale stvari, ki so jih v Star Treku delali, ni treba, da bi štimal. Tako mi rekel. Ja, to je res. Dogaja se v zrcalnem vesolju, kjer vsi, ki so v normalnem vesolju, dobri so tam zlobni. Ja, no, tako znam to zgodbo. Ja, tako da in Spock ima brado in pol imaš te res, sem si skoraj enkrat majico kupil, ker sta 2 Spocka, pa ima brado in v glavnem. In remake Pa imajo Klingonci imajo udrta čela. Ne, jih pa tam not ni. Remake tega so naredili pa v Enterpriseu in na Mirror Darkly v 2 delih in so naredili prav remake stare Enterprise. A res? To je za pogledati. Če pa ko menjamo ladjo Enterprise, ne, kar je zanimivo, da v tem filmu, ki smo jo danes, Going Home, da je tako minutko ali pa kaj tazga samo. Ne? Ja, Ne, čeprav, to sem pa jaz moji dragi rekel, ki so skupaj gledali, ne. Sem rekel, lej, zdaj bo pa to, kar mora biti v vsakem Star Trek filmu, ker če te scene ni v Star Trek filmu, to ni Star Trek film. In to je, ko cel krug gleda Enterprise. V Space Docku morajo gledati Enterprise, mora biti v zadnji muska. Ne. In sam nisem pa nič porajsal, ne? Ja, če čisto nova, ki so šli ven. ja, to je pa res. To je pa res, ampak to mislim, da mora biti v teh filmih, če ne brez veze. No. Jaz sem tako naredil, ne? Mislim, en tak zanimiv trivia mi je bil, jaz sem malo brsto zdaj pač ko se je pripravljal. In je zanimivo, da v Star Treku, ne, da so bili še pred Hollywoodom, da so bili že v Star Treku popularni Kardashiani. Kardashians. Ja, sem to še v Deep Space Nine. Ja. Oziroma To je neka rasa za tiste, ki ne vedo. Da moja draga še malo potunkam, ne. Jaz sem zanč gledal pač nek Star Trek, sploh ne vem kva. Zdaj gledam The Next Generation, ta boljše epizode zdaj gledam, ne. Kaj še zanč gledal? The Other Light. Ne, Dinner Light, ker smo se nasađirali, tako. No, in sem pač gledal in so bili nek Kardashiani, ne. In mi je pač Urša rekla, pa kaj so to Kardashiani, kaj se to dogaja? Pač, ki sem to slišala, res, tako čisto brez evancije, ampak vsi se res isto sliši. Keeping up with Kardashians. Kardashians, to je na vrhunski sitcom, je bil, mislim, reality show pač. Ja. Zdaj pa, ker smo rekli 3 epizode, zdaj bi pa tako. Zakaj pa jaz ne povem? Ne, ampak kaj pač ni moj, pa kaj ni moja res ni več, kar je meni res bizarno. No. Jaz sem res, prizadelo me je. Res. Jaz moram reči, da umirajo. Pač nek čuden trend je, da ljudje umirajo. To v zadnjih letih še ne. Ja, v zadnjih letih se pojavljajo, sploh starejši. Ja, sem res. No, in predvsem po tistem incidentu, ko je Eva jabolko pojedla. Prej nisem. Da me nikoli do zdaj, ne vem, pa je bil Robin Williams, pa je bil Heath Ledger, pa so bili ljudje, ki jih imaš za Zato, da si Heath nadaljeval z Ledger. No. Heath Ledger. To je bilo tako. Mislim, hotel sem reči, da je to en redkih primerov, ki je en tak legendaren, ne vem, igralec umrl, ki je pa tudi mene malo za skelet. Enako. Enako. Ta pa ne. Ja, ne, ta pa ne. Ta pa ne, ja, to je res. Kaj pa to se zdaj dogaja, ne? Prav na Twitterju, pejš. Ja, sem tudi videl. Kanačani, to ste videli, kako so se Kanačani od njega postavili. Mislim, da si rekel Kamničani. Ne. Da v Kamniku. Kamniku je bil fenki od Spoka. Verjetno je gledal kdaj. Verjetno je Šarec znal. Ne, Kanačani imajo, pa mislim, da bi to že prej kot fora, ampak se je zdaj spet na veliko naredil na kanadskem bankovcu, ne, za 5 njihovih denarnih enot, se pravi kanadskih dolarjev, je njihov 7. ministerski predsednik, Sir Wilfrid Laurier, ki je malo tako podoben, malo spominja na Spocka in so pač potem v spomin Spocku mu risali obrvi in frizuro in to objavljali. Se zelo podobno zgleda. Na internetih. Se boli. Bomo dali. Ok. Čeprav jaz sem videl pa danes, mislim na Twitterju sem videl, sem prvi tweetal, pa eden res naredil. Še eni uni res ogromni billboardi v Ameriki, tiskaj res, kaj je tako, ne vem, 6 kinoplaten, pa je sam reklama ob cesti, ne. Je sam slika Spocka z teo roko v Live Long and Prosper, črno-bela, pa črn plakat, pa sam z belo piše zraven He did.
To sem pa jaz tudi videl, sem fejval na Twitterju. Vrhunsko. To je pa carsko. Vrhunsko. Kaj je res tako dobro? Ne, se res. Človek je bil igralec, bil je pevc, bil je fotograf. On je 2 fotozbirki izdal, oziroma če ne več. Ena je Full Body Project, kjer je fotografiral obilnejše ženske. Shocking. Ena je pa, sem pa pozabil, kaj je, pesniške zbirke izdajo. Jaz sem to vse doma, sicer ne presega kvalitete ene razglednice, ampak so pa lepe, nič zelo namernega, oziroma tako nepretenciozno. Ja. On napiše, rad te imam, ker si kot zarja jutranja, pa še kakšna rima noter. Ne moreš očitati človeku. Simon Gregorčič. Ja, lej. Ne, ampak jaz mislim, da to se zgodi pri Star Treku itak, ker je bilo to takrat bolj taka geeky culture, ki je bilo vse, a veš, ko zmeraj bilo malo izven mainstreama in tudi ne moreš biti douchebag. Zelo Shatner najbližji temu pride. Ja, veš, da si znotraj Star Trek sveta, pač douchebag je Shatner, ampak se njemu vse oprosti, ker on je the captain. Ja, on je the captain. On je the captain, ne. Ampak so pri teh slovesih še, če smem, recimo Terry W. Wirtz, ki je tudi zdaj eno teh astronautov na mednarodni vesoljski postaji, pa tudi je pa slikal vulkanski pozdrav skozi okno in to je bilo noro, ne, in zemljo spodaj. Epic slika. Ja. Res. Tle tudi, kaj vidiš, kakšen vpliv. Ne, tle moramo dejansko tudi povedati, koliko je pa vse Star Trek, ne, kljub temu, da je bil campi, pa vse, koliko je dejansko zaslužen za popularizacijo znanosti pri mladih in za zanimanje za vesolje. Dej poglej, koliko je bilo še takrat znanstveno fantastičnih serij. Pa, a se še kje spomnim? Poglej, Lost in Space, se mogoče Američani še spomnijo. Pri nas kdo je Lost in Space? Mogoče film pozna, sem film. Krep. Ja, Joey not igra iz Friendzov. Ja. Mislim, če je še čas za en hiter trivia, ampak zelo zabaven. Povej. Epizoda Dagger of the Mind, prva sezona, ko so snemali to epizodo, je Shatnerju oče umrl. Aha. In ker je bila tista scena, kjer se je Spock s tisto pošastjo, ki se plazi po rudniku, mogel povezati, je hotel, ker sta bila frenda, ona sta bila huda frenda, sta bila kot brata, in je hotel, Spock je takrat pil, mislim, Nimo je bil alkoholik, težki, da ni bil na zdravljenju, in je takrat bil mal v elementu. Mogoče dopal to krivo temu izgovarjanju njegovih vrstic. Ja, tlej, možem, da vem. Ne, krivo je bilo nekaj drugega. Kaj se je zgodilo, je bilo to, da je on mogel pokazati, da to bitje trpi in je mogel, pain je mogel reči, in Shatnerja ni bilo v tej sceni, ampak je bil tam za sceno kavo pil, ne, ampak je bil mal pretresen, ker mu je oče umrl in je mogel 6. večer leteti. No in Spock je hotel pa tam, Nimo je hotel pa tam res za prijatelja se potruditi, pa on reči pain, on je hotel kanalizirati kot nek empath njegov pain in je držal tisto, rekel, I feel pain, pa se je Shatner zadrl, dajte mu aspirin, pizda, da sem nekaj dret. Mislim, kot prijatelja, ne. Ja, jaz sem... To sta si priznala v znamenitem pogovoru Mind Meld, ki je zelo redka stvar, jaz ne vem, če kdo najde DVD, da si to pogleda, pri Nimoju doma, Shatner pa Nimoy kakšnih 10-15 let nazaj reminiscirata o svojih karierah in tam zveš marsikaj sklepa. Marsikaj, res zanimivega. Pa ne, pa ona sta res frenda, ne. Res. Ker moramo vedeti, da Sulu pa Kirk not so much. Takej pa še, to se pa videti ne morata. Ne, zakaj? Ne, samo sta res bife, pač, ona dva sta tako bife masta, to je res. Noro je, pač, kaj pa zmerno tako takaj neki uleti, ko je Shatner rekel, pa Shatner reče, pa se nismo toliko družili. Ja. Jaz sem njega ful mal videl. Mi smo te sovražili. Ne, to je bilo, ja, ker je bil tak, ne. Treba je vedeti, da je razlika med Shatnerjem pa med Nimojem, sploh tistih 60 letih, je bila ogromna. Ja. Shatner on je bil skozi guest star, on je dobil takole igralske vloge, ne, ki je bil Nimoy pa ne tako, ne. Se reče pol, pa zakaj je to tako Shatner, vpraša Nimoy Shatnerja, ne? A zato, ker si lepši kot jaz? Mislim, ja. Ker bo nekenček Shatner. Ja. Mislim, on je eden redkih, ki je bil v 2 epizodah Twilight Zone. Ja. Eden zelo in v 2 klasičnih epizodah. Nightmare at 20,000 feet, pa kaj pa tudi? Unak je tista mašinca na mizi, ne vem, kako je že naslov. Ki ti napoveduje prihodnost, noro. Ampak tudi dobra, tudi taka psihološka, res. On je imel
Kakor so bile kakšne tam res slabe epizode, oni bo dveh zelo, zelo dobrih. Ne. Veš, koliko epizodah tretjega kamna je še bil? Ja, tam je bil The Big Giant Head on. Ne. Ja. Tam je bil že karikatura. Ja, tam je bilo, ne, tam so lepo. Ampak se je znal, ne. Ampak se je verjetno tudi vedel, ne, pač, da lej, to je način, na kjer ga lahko še zmozem. Ja. Mislim, kar recimo Nimoy nikoli ni zares počel. Ne. On se nikoli ni pojavljal tako. Ne. Mislim, se je, ampak zelo malo, ni bilo. Ja, on se je pa v filmih, ne, pojavil. Se je v filmih pojavil, ja. Ja, zdaj teh, ne, v rebootu, ne. Ja, se so hoteli, niso vedeli, koga ponuditi, ne, je pa ful lepo, ne, da so dali mislim, ali od dvojki, ja, mislim, ali od celo enki, ta novemu Star Treku, ne, Nimoy prebere pač Space, The Final Frontier, ne, z unim njegovim glasom, ti se je epsko. To je pa na koncu. Ti se je kar goosebumps. Lepo zacementira. Ne, na koncu prvega dela. Ja. To je tak send-off, se mi zdi. To je zdaj tako, ok, zdaj ste pa vi to čestne, kao na to varianto. Super, ti se res dobra Pa forma. mislim, da v trojki tudi on pove Space, ki prije nazaj v Spoka. A ja, možno, ja. Mislim, da v trojki tudi on. Ja, pa tudi moram povedati, ne, da pa je pa ta četrti film je pa posvečen, ne, na začetku spominu na Challenger, Na Challenger, leto, ja. ne, januarja. 88, ne? Ja. A 86. Ali 86. 86, mislim, da je. Ja. Ok, pa Spock je umrl, come on. V glavnem. Dajmo kaj bolj vedrega. Slovenska pop scena je še vedno živa. Kaj ne bomo, ne. Ja, zmagala je Lordi, v glavnem. To so bile 51 glave, kjer smo. Ja, To je bilo pa hiter. se jih zmeraj hitro mine, Godler. Zmeraj hitro mine. To je bilo pa hiter. Godler, Jo. kje se tebe najde na internetu? Na Snapchatu. Zdaj smo vsi trije. A si upamo to reči? Da vidimo, koliko ljudi bo dejansko nas upali dodati. Mene se da na Snapchat, ime je pa samo Godler. Godler, kaj si ti? Nimam pojma. Ne veš, kaj si? Ne vem, kaj sem na Snapchatu. Jaz sem si ga naredil za vaju 2. Okay, no, zdaj si ga nisi več sam za najdva. Jaz sem na Snapchatu Anzet, če da vidimo, kaj je pižama. Jaz sem pa zasebni uporabnik. Čakaj, kje je to? Sploh ne vem, kje to V najdeš. redu. Jaz sem te zdaj povedal, da pejte na aparatus.si pošiljnica podpri, darujte 4, 8 ali pa 12 evrov, da bom že Strizvedanc. Da bom že lahko počel v življenju kaj bolj zabavnega, kot ovajal prijatelje, kaj so njihovi vzdevki na Snapchatu. Pejte na aparatus.si, na Facebooku aparatus, počrtaj si na Twitterju in pa seveda dajte nam kakšno lepo oceno v teh svojih ocenah na iTunesu. Poslovimo pa se danes z besedami Kaj, live long and prosper. On je bil zelo lep ta zadnji tweet dejansko, ki ga je napisal. Mislim, to je pa- to je mene malo ganilo. To tisti je bilo s temo, ne, da je kot življenje kot vrt, ne, da se lahko pač v trenutku lahko uživaš, ampak traja pa samo v spominu, nekaj tako je bilo. Ne, da, Spot on, kaj boš rekel drugega? ja. Ok, jaz 3-4 zdaj, pa vsi trije live long and prosper. 3-4 zdaj, live long and prosper.